temo dodano. Zagotovo je to, kot je že gospod Jakob Presečnik dejal, ta povišen KD ima celo vrsto posledic za sabo, še posebej v teh manjših kombiniranih kmetijah, kjer so ljudje delno zaposleni, delno pa delajo doma. Tistim, ki niso toliko profesionalno usmerjeni v kmetijstvo, da bi se jim tudi knjigovodstvo že izplačalo in podobno, pomeni pa to pri nekem osebnem dohodku, mimogrede pribitek v kakšen višji dohodninski razred in podobne zadeve, kar ima za sabo bistveno večje posledice, kot je samo povišen KD. Drugo, kar mislim, da je prav, da se je jutri zelo jasno in bomo to izpostavili posebej na sami tej seji, da je potrebno pri teh odločitvah resnično dati te stvari na kup in o vsem spregovoriti naenkrat. Vidimo, da je takšna zadeva se pokazala, da potem neki izračuni, metodologije in pa tudi cene, ki jih uporabljajo statistični urad in podobno, pridejo do kakšnih anomalij, ni vse upoštevano. Na koncu se pa te obremenitve kumulirajo. Mi smo tik pred tem, da bo v Sloveniji zopet uvedba davka na premoženje in tudi v tem delu je prav, da se enostavno ugotovi, kaj pravzaprav še slovenski kmet prenese, kakšna je pravična odločitev in koliko bo teh bremen se obesilo na tiste, ki se ukvarjajo s proizvodnjo hrane, in mi se zelo bojimo, da je ta ukrep proti ukrepu, proti ciljem, ki smo si jih zadali po povečanju lokalnih samooskrbe s hrano, in pa tudi problem zaraščanja se bo marsikje zgodil, kajti marsikdo bo kakšen mnogo trajši posekal in podobno. Ker je ta kmetijska tema zelo aktualna in ker je tudi v eno od parlamentarnih strank v tem tednu vložila zakon, ki očitno za nekatere je na področju kmetijstva pomemben zgolj zakon o obveznem ali prostovoljnem članstvu v Kmetijsko-gozdarski zbornici. Lahko mi dodam tudi v tem delu, da smo na izvršilnem odboru razpravljali tudi o tej pobudi. Smo Slovenski ljudski stranki seveda smo na osnovi dobrih izkušenj Kmetijsko-gozdarske zbornice z Koroške, z Avstrije, 13 let nazaj tudi bili zelo zaslužni in da se je Kmetijsko-gozdarska zbornica uzakonila in pa tudi uveljavila v slovenskem prostoru. Najbrž je pa 13 let eno primerno obdobje, v katerem je potrebno podrobno še enkrat proučiti, kaj je bilo vse narejeno dobrega, kaj je bilo slabega, in glede na tudi trende, ki so se v slovenski družbi v zadnjih letih in pa na političnem prostoru odvili, je največ nastopil čas, ko bodo tudi člani morali svoje povedati o tem, ali zbornica v takšni ali drugačni obliki potrebujejo, in v tem delu bomo poskušali prvič odpreti javno razpravo, hkrati pa videti, kaj je dobrega, upozoriti na tudi slabosti, ki bi se zagotovo zgodile, kolikor ne bo več organiziranosti v primeru, da prostovoljnih članov ne bi bilo dovolj in bi ta sistem razpadal. Trdno smo pa prepričani tudi, da je potrebno tudi pri ostalih zbornicah narediti isto in imeti tu na nek način enaka merila za vse zbornice. Se zavedamo dobrih in slabih strani, prav je, da članstvo o tem spregovori, da se še enkrat zelo podrobno ugotovi, kaj je dobro, kaj je slabega, in da potem po vsej verjetnosti po podobnem postopku, kot so to naredili obrtniki, naredijo tudi člani Kmetijsko-gozdarske zbornice, da se opredelijo do tega, ali je ta zbornica v njihovi meri in ali jo potrebujejo še naprej.